Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica iz Lake in spletna trgovina lopari.si. Prav lepo pozdravljeni v športni oddaji Skok v šport. V tokratni športni oddaji bomo igrali košarko, ne tisto ta pravo, bolj govorili bomo o njej. Z nami v studiu sta v prvem delu oddaje brata Miha in Marko Bučalič. Žujo. Zdravo, zdravo. Mi dva sva že bila v tem studiu, ampak jaz sem slišal, da bo tudi že tvoj brat z nami v studiu, ne? Ja, samo v drugačni podobi kot danes. Ja, in takrat jaz nisem vedel, da je to tvoj brat, ne? Ja. Takrat je bil v maskoti, ne? Takrat je bil maskoti v Slončku. Slonček je še kar, ne? Ja, Maskota. Še kar je, tudi zdaj je bil prejšnji mesec, smo delali malo promocije za igranje košarke. Je Slonček veliko hodil okolno. Marko, ne? Ja, povečino. Ampak zdaj smo se mi tako kot bitki talentov nekako odločili, da ga zdaj pokažemo, ne? Da ga zdaj pokažemo, ja, kde je bil. Zdaj pa že prav, da vejo. Mislim, da bojo otroci zelo zadovoljni, ker jih je zelo zanimalo. Dobro. Mogoče nekaj besed o samem športnem društvu Felix Zasavje. Začelo se je v Trbovljah, verjetno. Kdaj? Ja, začelo se je v Trbovljah leta 2009. Nekje med poletnimi počitnicami smo se odločili, da bomo ustanovili svoje društvo. Pa smo pa kasneje se tudi razširili na občino Zagorje in občino Hrastnik. No. Začelo se je tistimi najmlajšimi? Ja, nekje starost je bila 13 let. No. Najstarejših, najmlajše so bile pa takrat stare, mislim, da 7-8 let. In zdaj Miha, jih je veliko ostalo od tistih prvih začetkov? Kako je od tistih začetnic mislim, da jih je, ne vem, če je dvomestna števila še. Jih je manj kot 10, ja. To je boleče, ne, za tiste, ki klub vodite, ne, da nekako se trudiš, vlagaš neko znanje v nek razvoj. Ja, ampak v vsem tem času so tiste mlajše, ko so skozi našo košarkarsko šolo prišle pač v te ekipe nadomestile, je pa vsem drugače so prisotne še tiste, ko so od samega začetka, ko tudi ni bilo najlažje, pa so pač prijeli v ta projekt športnega društva Felix Zasavje, da še danes vztraja. No. Kje pa je ta projekt nastal? Ne vem, sta se vidva doma usedla za mizo, pogovorila, kako je bilo to? Ja, prej, ko smo delovali že v drugem klubu, no, smo videli, da določene stvari lahko potekajo bolj uspešno na drugačen način, in ker nismo skupnega jezika najdli za ta projekt, smo se pa odločili, da poskušamo sami. To se danes pač izkazali za uspešen. Je bilo že takrat, so bile smernice takšne, da se bo delalo z nežnejšim spolom? Ja, ker smo že takrat delali in so bili tudi te prve igralke, so prestopile iz tam. No. Tako da sicer smo tudi sama oba delovala tudi v moški košarki, kot sem v košarkarskem klubu Zagorje. Ampak potem se je to število teh ekip povečali, vedno več je bilo obremenitve s treningi, tako da nismo več uspela usklajevati in moška in ženska košarka, zato smo se posvetili sam treniranju punc. In tudi vsa ta leta v ŠD Felixu ni moških, ne? Kar se tiče košarkašov. Ne. Se dela samo z dekleti. Kljub temu, da je bil interesno, da starši tako spraševali, če bomo za fante tudi imeli, pa tako, ampak nekje je treba mejo potegniti. Nekje je treba mejo. Mi smo pa te starše pač usmerili na ostale košarkarske klube, Rudar, Zagorje in Hrastnik, ko se ukvarjajo z fanti. Tako da mislim, da ima vsak možnost v Zasavju trenirati košarko, ja, najditi klub, ko je njemu namenjen. Tako da upam, da bo čim. Moško košarko najde tako v Trbovljah, v Zagorju, kot tudi v Hrastniku. 3 klubi so, ja, tako da. Ja, tako da ni problem. Ženski je pa zdaj samo eden? Ženski je pa samo eden, ja. Torej še da Felix Zasavje. Ja. No, preden gremo še k Marku, tvoja košarkarska pot si začela kje? Tista netrenerska, igralska? Igralska v Trbovljih. Ko sem se nekje v 4. razredu upisal v košarkarski krožek na osnovni šoli Ivana Cankarja, ki smo jo tudi obiskoval, potem pa v košarkarsko šolo v Rudarja, pa potem v selekcije. Sem bil še v Zagorju eno obdobje. Prišel si do mladincev članov? Do mladinca. Mladincev. Ja. Potem na Bekov, verjetno. Ja, sem bolj majhen. Ja, to je tvoj položaj. Ja. Si bil zadolžen za podaje ali bolj za koše? Ja, vse in oboje, no, v redu, ja, zdaj vsak da je red koš, ne. Tako to potem enka, 4 ali 5? Pozicija? Ja. Enka? Ja, enka, 4-5 so centri. Ja, 4-5 so centri. Enka, dvojka sta pa... Bolj bekovska linija.
Organizator igre. Ja. Organizator igre, playmaker mu reče. Ja. Dvojka je pa bolj strelec. Je pa bolj strelec, ja, še te. Ja. In zdaj, če to prenesemo na Dragiča, kaj je Goran Dragič? Karenka. Je Karenka, ne? Ja, ja. Ja. Kaj pa Zoran? Pa trojka bolj. Trojka bolj, ne? Ja. Bo uspel mimo grede? Tudi njegov brat? Jaz mislim, da bo, no. Da bo, ne? Da če je Goran, bo tudi Zoran. Željo ima ta oba, ne? Ja, sem mislim, da tudi to jih krasi. Ja. No, super. No, kako je šla pa tvoja košarkarska pot? Ja, moja košarkarska pot se pa začela malo prej, no, že v prvem razredu osnovne šole. Tudi z upisom v košarkarski krožek. Potem v 3. razredu je sledilo prehod v selekcijo v Trbovljah in potem tudi z enim mestnim postankom v Zagorju se je zaključila v mladinskih kategoriji se pa je zaključila. Kdo pa je koga navdušil? Ti, brata, brat tebe? Glede tudi, da je Miha starejši, 5 let od mene, je Miha... Si se zgledoval po njem? Ja. Sploh ni bilo dvoma, da bi šel kakšen drug šport? Ne, ni bilo. Košarka. Ja. Pa je košarka doma vama bila že v zibelko posajena na nek način? Starša športnika? Košarka mogoče? Ja, mislim, da ne. Oče sicer je treniral nogomet nekaj časa, ampak kakšnih povezav s košarko pa mislim, da ni bilo. Ne. Ne, ni bilo. Kaj delaš zdaj v klubu? Oziroma športnem društvu? Ne? Ja, poleg vodstva kluba v upravnih organih sem tudi trener starejših pionirk pa mlajših pionirk, pa skupaj pomaga, oziroma skupaj delujemo tudi v košarkarski šoli. Tudi kaj izobraževanja potrebnega? Za trenerja? Ja, tudi. Poleg teh licenčnih seminarjev, ki jih organizira Košarkarska zveza Slovenije, posebej za pionirske trenerje, pa posebej za mladinske, članske oziroma kadetske, je tudi posamezno usposabljanje za trajne licence. No, pa to gre iz kluba, iz društva, stroški so verjetno? Zdaj, pred leti je bilo zelo dobro to, da je bilo večina teh programov oziroma teh tečajev bilo sofinanciranih oziroma kar financiranih strani Evropske unije in midva sva še takrat izkoristila to priložnost, da sva se teh 2 tečajev oziroma usposabljanj udeležila zastonj, kar se tiče stroškov. Tako da, ja, ne vem, ministrstvo pa Evropska unija sta skupaj takrat sofinancirala, no, so pa kar visoki stroški danes teh usposabljanj, mislim, da do 500-600 evrov pride. Koliko vas je takih, ki delate z mladimi v klubu? Torej ti, Miha, še kdo? Ja, imamo še. Zdaj večinoma so to midva, ki pokriva večji del, ampak imamo tudi še druge trenerje, ki jih počasi isto z izkušnjami poskušava najin staž dolgoletnega trenerstva, oziroma relativno dolgoletnega primerjave z ostalimi, ja, da jih potem tudi izobražujejo v tej smeri. No. Je že kakšna trenerka tudi? Ja, tudi. Ja. Midva z Mihtom sva sicer edina trenerja, ostale so se trenerke. Aha, ja. Tako da prihajajo zadaj. Ja, je pa mogoče, no, če še omenim, no, zdaj sicer bila malo odsotna zaradi porodniške, je pa naša predsednica društva, je pa tista trenerka z najdaljšim stažem trenerskim, je pa tista z največ izkušnjami, no, tako da ostale so pa res, no, edin sam trenerka, edina z Mihtom sva ostala trenerja, oziroma da se popravom, kot pomočnik deluje tudi še Amadej iz Zagorja, tako da smo mi 3 edini, no, trenerji, ostale so trenerke. Še to me zanima, glede na to, da je v Trbovljah bilo že en kup enih uspešnih košarkašic, ne, ki so naredile tudi mednarodno kariero, Kerinova, potem Baričeva, pa še bi se našla katera. Kdaj obiščejo punce klub in pokažejo svoje znanje? Nika Barič, no. Mislim, da vsako leto se udeleži neki trening teh mlajših selekcij, tako da jih malo navduš za igranje košarke. Pokaže niti ne, no. Tako da bi zdaj prišla v športni opremi pa pokazala. Se pa bolj pogovarjala z njimi. Na voljo jim je za različna vprašanja. Tako košarkarska kot nekošarkarska z privatnega življenja, tako da mislim, da je neka dobra motivacija tem mlajšim. No, to je super, ne? Zdaj v klubu ste že lani prišli do članske ekipe, ne? Ja. Lani ste tekmovali v drugi slovenski ligi, ja. Koliko ekip je bilo? 7 jih je bilo. V prvi ligi pa? Je bilo pa 6 ekip. No, toliko, da gledalci dobijo občutek, ne? Kako malo je, ne, ženskih ekip v Sloveniji. 13, no in kako uspešne so bile članice lani? Rezultatsko glih nismo bili uspešni, tako da
Bili smo pa uspešni z vidika napredka, glede na to, da so bile večinoma 16-letnice, tiste, ki so igrali to člansko ligo, pa zelo zadovoljni smo bili z obiskom. No. Med tem 13 ekipam, tako prve kot druge lige, smo bili po povprečnem številu gledalcev na domačih tekmih na drugem mestu. No, to pa je uspeh. Igrali ste pa na Polaju? Igrali smo pa vse tekme v športni dvorani Polaj. In koliko približno pride na tekmo gledalcev? Bilo jih je, mislim, da dobrih 100. No, to je kar lepo število, ne? S tem, da je potem počas, zato ker rezultatsko nismo bili uspešni, je padalo, ampak začeli se je pa blizu 200. Je pa to verjetno tudi razlog, da so obiski dobri zaradi tega, ker igrajo domače punce, ne? Ja, že prej smo se odločili, da je članska ekipa pač namenjena domačim puncam, se pravi dekletam iz Zasavja, tako da, ker konec koncev tudi one so tiste, ko lahko napolnijo tribune, ne? Spoznamo veliko ekip, ko imajo igralke iz Dergene, pa potem kljub dobrem rezultatom obisk pa ni tak, kar bi si sami želeli. Letos je pa liga malo povečana, razširjena, ne? Koliko vas je letos? Letos nas bo pa 9, no. Torej 16 tekem, ne? Ja, 16 tekem. Dvokrožni sistem, kaj je ofa, ne? Ne. In je bilo že kaj prijateljskih tekem zdaj v tem času pripravljalnem? Ja, mislim, da jih 14 dni nazaj, no, smo v Cerknici, ker je Cerknica tudi prvo leto igrala člansko ligo, pa zmagali smo za 2 točke po... Lepo, ne? Neka motivacija. Koliko vas pa je? Koliko je članic? Trenutno 12. To je tako, če pride kakšna poškodba, je pa kakšno kaznovanje? Ja, se nekaj poškodb že imamo, no. Zdaj 12 je nepoškodovanih. No. Aha, torej je nekaj rezerve, ne? Nekaj rezerve je. Starost je pa, dobro, leto so starejše zdaj, ne? Ja, 1 leto starejše, mislim, da je pač v tej ekipi 5 igralk, ki so polnoletne, ostale so pa še mladoletne, ja. Ampak prihodnost je, ne? Ja, prihodnost je pa. Je pa to še vedno, so Trboveljčanke, ne? Ja, večina je, oziroma vse so Trboveljčanke, zaradi tega, ker, kako smo prej rekli, v Zagorju smo začeli kasneje delati. V Hrastniku pa tudi kasneje, ne? V Hrastniku še kasneje, ja. In pa še punce so še tukaj mlajše. Tam še trkajo na vrata, počasi rastejo, počasi, mislim, da že naslednjo sezono, no. To je pa že tudi prva igralka iz Zagorja. Kdaj pa se lahko vključi? Pri 15 letih? Ja, pri 15 letih se lahko. Toliko je treba, ne? Ja, tukaj spodna meja. Kako pa ste, recimo, z višino? So Zasavke, no, v tem primeru Trboveljčanke, visoke? Bo trener odgovoril? No, je bolj, kje problemov na... Zdaj, imeli smo včas Dornikovo, ne? Ja, take nimamo. Take ni, ne? Take ni, ja, imamo eno igralko, Marisa Davtovič, no, ona je stara 14 let še, bo 15 let stara, ima letos prvič pravico možnost. Je že visoka? Ja, 183 je, tako da ona je pač najvišja, no. Tako da lani se kar poznali. Ostale punce so pa tam nekje med 175 pa 180, tiste višje, poprečje pa mislim, da je tam okoli 170. No, mimogrede, ko sem že omenil Dornikovo, Apolono Dornik, je že bila kdaj na kakšnem treningu? Ne, ni bila. Ni kakšen stik z njo, ni? Ne, tudi povabili še nismo, tako da ni mogla priti. Mogoče kdaj kakšno povabilo, ne? Pove, ki je o svojih olimpijskih medaljah, ne? Ja, bomo razmislili. Mogoče bo, ne? Kdaj, katero od deklet, ne? Mogoče bo, ja. Prišla do olimpijskih iger. Upamo. Če gremo pa še malce na druge selekcije, katere selekcije vse še delujejo v klubu? Vseh selekcij, tistih ekip selekcioniranih, ki resno trenirajo v športnem društvu Felix Zasavje, je trenutno 7, oziroma v lanski sezoni je bilo 7. To gre po starosti. Gre po starosti in v mlajših kategorijah gre potem še po krajih, v Hrastniku posebej, v Trbovljah posebej in v Zagorju posebej. Tako da lansko leto smo vzpostavili 7 ekip, ločeno po starosti, zdaj pa vsaki ekipi pa je različno, nekje od 10 pa tam do skoraj do 20 pri nekaterih. No. Najmlajša selekcionirana ekipa, ki je lahko je, stara, koliko so stare takrat tam? Prvi in drugi razred je bilo lansko leto. To je 6-7 let? 6-7 let, ja. Pa to že igrajo čisto ta pravo košarko, na velike koše? Ne, igrajo rahlo prilagojeno košarko, koši se rahlo spustijo, zdaj v tistih vadbenih prostorih, kjer imamo to možnost, koše spustimo na 2,60 m, drugače višina 3 metre pa 5 cm. Ja, tisti trenerji mogoče lahko malo... Se že da, ne? Ampak ja, je pa omogočen, da lahko tudi te dekleta te starosti pa tudi
mečejo na koš. So pa nekatere tudi prvi, drugi razred, ki pa lahko že na ta prav koš vržejo, pa mogoče tudi iz malo večje razdalje. No. So že toliko močne. So tudi nekatere, ja. Pa spretne. Pa se igra tudi po podobnem igralnem sistemu, 4x10? Ne, igralni čas je rahlo prilagojen, je 4x8 minut. Tudi igralna žoga je za eno številko, če se smem tako izraziti, je manjša. Petka? Petka, ja, drugače je v ženski košarki se uporablja žoga številka 6. Tudi v moški 6? Ne, v moški pa 7. Aha. Ja, moški je 7, tako da je žoga prilagojena za njihovo starost in mislim, da potem se lahko dobro naigrajo, no, če smem tako reči. In ti vodiš katere selekcije? Vodim selekcijo starejših pionirk, to so dekleta do 15 let, pa mlajših pionirk do 13 let. To je to, kar si prej rekel, v tistih letih, ne, ko najbolj odraščajo, ne? Ja, v tistih adolescenca, ne? Ja. Ja. Je treba veliko se pogovarjati. Bil si v moških ekipah tudi, ne? Je razlika delati s puncami, s fanti? Ja, razlika je kar precejšnja. No. Res je, da so dekleta sploh v tem obdobju mogoče še posebej malo bolj občutljiva, da so potrebni različni pristopi. Nekatere stvari so tudi, ne vem, če po mojih ugotovitvah do zdaj po izkušnjah, dekleta nekatere stvari prej razumejo, mogoče nekatere stvari teže izvajajo, pozna se tudi mogoče, da ni take želje po igrišču oziroma po izkušnjah iz samega prostega časa, ne, pa z različnih športov, ampak so nekatere prednosti, ki jih imajo dekleta, pa so pol tudi nekatere negativne razlike, če smem tako reči, v primerjavi s fanti. Tudi na fanta lažje zakričiš, ne? Ja, tudi ja. Je treba tu bolj previden biti, ne? Mogoče samo kritiko, kako prenese, kako vzame. Je pa spet odvisno od same igralke. Vsako je treba individualno, za nekatere je potreben nekakšen pristop, za nekatere drugačen, tako da je kar zanimivo delo, ja, oziroma kar včasih zahtevno. Deliš mnenje z bratom? Ja, večkrat se tako po treningu, kako rečemo na temo, kakšna mogoče tudi problematika, ko se zgodi. Tako da se spremlja tudi kaj učni uspeh? Tudi, ja. Ker ponavadi tisti, ko... Nekaj ne škripa v šoli, ne? Ja, če ni uspeha v šoli, ga potem tudi pri košarki ni. Prej se začne izostajanje v treningu zaradi dodatnega učenja, ki je potreben, zaradi popravljanja ocen. Včasih se tudi slaba volja zaradi uspeha v šoli prenese tudi na treninge in potem tudi na ekipo. Tako da nekako zagovarjamo, da tisti, ki je uspešen v šoli, bo tudi uspešen in dobro razpoložen na treningih in samih tekmah. No, kako pa je bilo uspešna lanska sezona v tekmovalnem smislu za te mlajše kategorije, če damo članice ven? Ja, kar dokaj uspešna. No. Uvrstili smo se na 2 zaključna turnirja, so pa najboljših 4 ekip v Sloveniji. No, to je lepo, ne? Ja, nekje smo za malo grešili, no, smo bili 5. Tako da smo bili rezultatsko dosti uspešni. No. Koliko je tega pogona, koliko je članov kluba, če pogledamo zdaj, glede na to, da je res veliko selekcij? Ja, v košarkarski šoli mislim, da je po celem Zasavju, ne govorim, nekje dobrih 200 deklet, potem so pa še v selekcijah. Nekatere se vedla podvajajo, so tako v košarkarski šoli, kot tudi v selekciji, tako da v selekcijah je pa še nekih dodatnih 80. Spoznavamo se s košarko, recimo, ne? To pa poteka po celem Zasavju, po osnovnih šolah? Ja, po osnovnih šolah imamo... Verjetno september najbolj tisti, ne? Takoj sestanki z ravnatelji. Ja, z ravnatelji, s tistimi, z nekaterimi se lažje dogovorimo, z nekaterimi težje, ampak na koncu mislim, da z vsemi bolj kot ne najdemo skupni jezik. Edin letos nismo z osnovno šolo Hrastnik, no. Tako da tam nimamo letos nove šolske ekipe, ne. Tako da ja, na ostalih pa potem septembra se Slonček aktivira, pa različne predstavitve, pa potem povabile na te košarkarsko šolo, ki je pa tudi brezplačna, ker tudi velikega pomena, no, tukaj pred nami v Zasavju. Sedež imate sicer v Trbovljah, Marko, kje vas bolj jemljajo za svoje? Kar zdaj že v celem Zasavju ali še vedno reče društvo iz Trbovlje? Nekaj, da imate Zasavje, ne? Načeloma, no, zdaj načeloma nas jemljajo kot Zasavce, čeprav včasih pa, no, nažalost, no, ugotavljamo, no, oziroma v klubu ugotavljamo, da nas jemljajo včasih kot Trboveljčane ali pa
Če pa imate društva organizirana, Če pa imamo društva organizirana v vseh 3 občinah, da se lahko prijavljate tudi na razpise, da ne? se lahko prijavljamo na razpise in da lahko se tudi potegujemo za termine v športnih objektih v tistih občinah, v katerih smo. Zato smo tudi v Zagorju in Hrastniku pred 2 letoma še odprli oziroma ustanovili 2 športna društva še. In mogoče je malo žalostno včasih, da kljub temu, da mislim, da z vsem 3 župani smo govorili tudi o tej košarki ženske in prihodnosti in so vsi 3 izrazili podporo našemu delovanju, da včasih imamo pa kar kakšen problem. In mislim, da včasih tudi izhaja iz te malo, če se lahko se tako izrazim, lokalne mogoče omejenosti oziroma tega, da ne prehajamo ravno iz tam tudi trenerji ali kako se pač to razlagajo. No. Tako da težave so, ampak s temi leti delovanja pa s tem, ko kažemo, da dejansko delamo z njihovimi otroci, tako v Trbovljah, kot v Zagorju, kot tudi v Hrastniku, mislim, da smo si nekako uspeli zboriti to ime Zasavje. No. Pa glede na to, da praktično delate z osnovnošolsko mladino, verjetno pričakujete tudi, da je še večji posluh samih osnovnih šol, kar se tiče pridobiti termine v telovadnicah, predvsem pa poznamo stisko denarno v osnovnih šol, ne, bi bilo za vas ceneje, ne? Ja, samo nažalost, bom rekel, se te vloge zelo obračajo, ker smo mi v nekem položaju, da ponujamo ta trening košarke, tudi kot interesna dejavnost šoli, je to samoumevno, da pač trenerji, ki delujemo na tej šoli, zato, da delamo brezplačno. Kako sem pa omenil, se pa vloge zamenjajo, ko mi potrebujemo termin, ne. Takrat pa šole zelo rade s nekim cenikom nastopijo, tako da se pač te vloge socializma pa kapitalizma odvisni. Zdaj nekateri strani hitro zamenjajo, ja. Nažalost, no, se nekateri ravnatelji ne zavedajo. Ja, tako pravim, nekateri ravnatelji se ne zavedajo, da so tudi isti otroci, ko hodijo dopoldan v njihovo šolo, so pa njihovi učenci oziroma učenke, ne, ker gre za dekleta, da se te isti potem tudi popoldan pojavljajo na treningih, ne. Ampak enostavno v nekateri ravnatelji potrebo po poslovanju z objekti, kateri so pa konec koncev tudi občinski, ne. Ja. Noben ravnatelj, mislim, da ni sam sezidal telovadnica, ne, da je to vse občinsko. Tako da tukaj mislim, da bi večjo vlogo mogla imeti občina, no, ki bi razporejala to. In vam pomagati, da prijete do cenejše ure, ne? Ja, da bi se nekje pokrivali. Normalno, da nastanejo stroški različni, ne, če smo prisotni, ne, ampak te stroški so pa delč od tega, da bi bili tako visoki, ne, oziroma bolj gre za to, da se na nek način tudi osnovna šola z našo prisotnostjo, ki je dobro namerna, ne, za delovanje mladine, usmerjanje v šport, da se bolj tudi na nek način zaslužijo. Upam, da so ravnatelji poslušali, ne? Ja, isto to pa, ja. Preden se midva posloviva, ne, pride še košarkašica Špela Kosem, potem članica že, ne, ja. V nas studio. Mi povej, Marko, kako gledaš na zadnje uspehe, pa v košarki smo že kar dolga leta uspešni, slovenske košarke. Bolj smo uspešni, res da, v moški košarki kot v ženski, čeprav smo tudi že v ženski bili kar uspešni. Ja, mogoče zahteve, no, same javnosti slovenske so mogoče postavljene previsoko. Mislim, da je naša reprezentanca moška je dosegla v Španiji svetovno prvenstvo lep uspeh, prav tako na domačem evropskem prvenstvu, ki je potekal pri nas, ne, smo dosegli lep uspeh glede na košarkarje, ki jih imamo, in mislim, da bi mogla imeti reprezentanca večjo podporo. Kot jo ima, ne? Kot jo ima, ja. Vse, ko zmagujemo, smo vsi za, ampak v porazih se pa pol hitro obrne hrbet, no, reprezentanci, ne, in mislim, da to ni prav. Tvoj tip igralca slovenski? Nekaj bi rekel, Jaka Lakovič je tisti vzornik reprezentance, res, ki je... Tvoj? Sem nadušen nad njegovim pristopom do reprezentance. Kaj pa pri puncah? Pri dekletih bom pa kar za vzornico, kar Niko Barič. Ja, lepo, ne. Marko, hvala ti, ne? Ja, hvala vam. Pa se še kdaj vidiva v tem studiu, ne? Po kratkih oglasih pa se nam pridruži Špela Kosem.
Evo, tako kot smo rekli, se nam je v studiu pridružila Špela Kosem, članske ekipe, ne? Ja. Ja. Žujo, ti si prvič v našem studiu, ne? Ja, sem. Daj mi povej, kako si se pa, kdaj si se pa ti srečala s košarko? Ja, jaz sem začela na začetku 9. razreda, ko je potekala šolska liga na osnovni šoli Ivana Cankarja. Pač imeli so eno igralko Brmal, druge, ko so trenirale, so rekli, če grem z njimi na eno tekmo. Šla sem na tisto tekmo. Brez treninga. Ja, brez treninga. Nikoli še nisem prej nič s košarko ni trenirala, nisem. Pol naslednji dan sem šla pa pač na trening z njimi in sem tako začela hoditi. Na tisto tekmo si šla, ne? Brez treninga, Ja. pa so ti kaj med potjo kaj povedale, kako je to? Ja, že pa na ogrevanju pa so se trudile nekaj govoriti. Težko je bilo takrat prvo tekmo. Pri samem, recimo pri sami telovadbi v osnovni šoli pa košarke nisi kaj veliko igrala? Ni bilo veliko tega na sporedu? Ja, imeli smo malo, pač osnovne stvari, nič posebnega, tako kot na tekmih, ko je veliko stvari. Osnovne stvari so samo. Torej nisi prav dobro poznala sistem, kako grejo koraki, dvojna? Ne. Ne? Klopkanje, ne? Ne. No, si kaj na tisti prvi tekmi se mogoče spomniš, kdaj je sploh vrgla na koš? Mislim, da sem enkrat, da sem vrgla. Kaj je bilo uspešno? Ne. In te je potem minilo, da bi še drugič, ne? Ja. Ampak Je bilo toliko te pa ni, ne, minilo, da mimogrede ste zmagale takrat punce? Ne, ne veš, ne. Potem si šla pa kar naslednji dan na trening. Ja, s sošolko sem šla pač gledati trening njihov. A gledati? Ja, ampak sem pač tudi prvi trening že začela trenirati zraven. Kako pa je bilo to? Ti si prišla gledati? Ja, ja, pač bila sem brez opreme, potem sem pa sposodila eno majico pa hlače. Pa ti kdo kaj rekel? Mogoče Ja, Miha? Miha je rekel, da naj se kar oblečem, da naj zraven grem trenirati. In si kar šla? Ja. In kako je bil ta prvi trening? Se ga sploh še kaj spomniš? Ja, spomnim se. Kaj naporno? Ja, težko je bilo na začetku. Vse je bilo nov, nič nisem znala. Pa klepetati ne sme kaj veliko, ne? Ja. Na treningu se lahko... Punce rade klepetate malo, Ja, ne? ja. Pa je kar tišina, ne? Aj ni? Ja. Je mora kar biti. red, ne? Mora biti. Pa si prej kakšen šport trenirala? Ne, nisem. A potem si pa tako vzljubila košarko, da si zdaj že koliko časa? Zdaj 3 leta pa pol. Nisi nič vmes imela kakšno pauzo, daljšo, krajšo? Nič. Ne. In koliko krat na teden potem? Kako so se treningi sledili? Najprej 2-krat, 3-krat, kako? Ne, mislim, da so bili že od začetka 4-krat na teden. 4-krat. Ja, in zdaj je to 4-krat na teden. In kaj špricaš? Ali? Ne. Ne. Je kar treba? Ja. Razen, če so kakšne zdravstvene težave, Ja, pa kakšne to je to. obveznosti. Zdaj ti si že srednjošolka, ne? Ja. 17 let si stara, ne? Ja. In te obveznosti, šola, ekonomska, ne? Ja. Pa košarka, šport 4-krat na teden, potem še tekme, pa verjetno tako za članice kot za mladinke, Ja, za oboje. za oboje. Ja, Kako usklajuješ, kako ti gre v šoli? v redu gre, pač treba se uskladiti. Se da? Ja, se da. Pač med vikendi tudi nimamo zmeri tekme. Pač popoldne tudi pred treningi, po treningi. En dan smo free vmes. En dan. Takrat. Ja. Doma te podpirajo? Ja. Ne. Si sama, ki se ukvarja s športom, še kdo drug? Ne. Sama. Sam si. jaz. Sama. Si katero od prijateljic navdušila potem ti za košarko? Jaz, da bi... Ne, nobena ni. Ne, ne. Da bi pa katera začela prav zaradi tebe, pa tudi ne veš, ne? Ne vem. No, pa si začela, ne vem, si kar precej visoka, dobro, mogoče za košarko niti ne, ne? A si začela na kakšnem igralnem položaju? Ja, na začetku nisem špila, ne špilam sam play, pa centra ne špilam, drug pa ponavadi vse. Vse. Pač, kar je. Ja. Drugi bek, ne? Ja. Pa krilni igralec. Ja. Aha. In s kje ti bolj gre? Recimo v koš? Strani, Ne. sredine, Bolj prodori. predori, Ja. si potem bolj znana. Ja. Kaj to je vrlina? Hitrost, dobra tehnika, dober met, Hitrost. hitrost, si Ja. hitra. Gradiš na tem. Ja. No, in lansko sezono si že igrala za članice? Ja, sem. Si bila med najmlajšimi?
16 let si bila stara. Ja, mi smo bile najmlajše. Ena je bila mlajša. Mlajša. In minutaža, si bila zadovoljna z njo? Ja. Kaj to pomeni? Zdaj članice igrate 40 minut Ja. in ti si igrala koliko? 20, 15, 30? Odvisno na tekmo. Odvisno Ja. na tekmo. Dosti je bilo. Aha. Tudi imaš statistiko, kako uspešna si bila? Ja, povprečno tako. Kako pa je to? Ja. 5, 6 točk na tekmo? Ja. Tam, kje skokov tudi, kakšno podaja? Ne vem. Ne to veš, ne? še šteje. Aha. Kaj pa letos pričakuješ? Ja, letos pričakujem, ja, zdaj smo napredovali od lani. Tudi ti, ne? Ja. In upam, da bomo zmagali tekmo, kakšno člansko. Lani ni uspelo. Ne. No, letos si že v smo pripravljalnem obdobju že, ne? smo že, ja. Da bomo bolj povezane, da bo lažje steklo v napadu, da se bomo bolj razumeli, vse se že zdaj, da bo igra lepše potekala. In, ja. In kdaj se boste prvič pokazali trbovski publiki, ne pa zasavski publiki, ne, bomo po nadaljevanju povedali, prej pa še, kakšen tip košarkašice je Špela? Je točno tako, kot je povedala? Ja, mislim, da se je kar dobro, no. Opisala to, kar je povedala. Predvsem, tako kot povedala, ko prša ni znala nič, ker tudi ni imela osnov, ne, da bi znala. Bilo je pa zelo, no, da po tistem trenutku, ko je prvič prišla, mislim, da ne vem, če kdaj neupravičen, manjkala, tudi je malo bolj taka fantovska, no, kar se tiče, ja, tekmovalna, zelo delavna, tudi na visokem nivoju. Si to tako opazil? Ja, že hiter, ja. Se ponavadi je tako, da tisto, ko prvič pride, vedno želi narediti vtis, pa se trudi, ne. Pol je pa tako, da nekateri čez grejo na tisto svojo, na svoj tempo, nekateri pa ustrajajo oziroma na tej visoki intenzivnosti. In ustraja. Ja, če ima tudi, da je zelo motorično sposobna, zato je bilo tudi lažje. Tudi zelo pozno, za punce je to zelo pozno. Mali punc, ki pride pri 14 letih na trening, pa da pride nekoč do članic, ja, kot je ona prišla. 2 leti, ne, že pri članicah. In ta hitrost je najhitrejša v tvoji ekipi? Ja. Med hitrejšimi? Med hitrejšimi, no. Gradi na prodore? Ja, na prodore, na protinapade. Obrambi tudi na zelo borbeno. Včasih ima tudi probleme zaradi tega s osebnimi napakami. In to potem tista manjša minutaža, ne, se skrajša. Ja, ampak mislim, da je na koncu imela zelo visoko, no, več kot 30 minut. No, te pa če kar lepo, ne. Ja, počasi ti imaš statistiko vseh deklet, prva strelka, prva podajalka. Ja. Pa če malce omeniš, ne, takole iz glave, katere punca je bila prva strelka v lanski Nika sezoni. Razgoršek. Ja, veliko košov dosegla na tekmo. Mislim, da je imela, ne vem čisto točno, ampak okoli 20 točk. No, kar veliko, ne. Prva skakalka, je kakšna izrazito visoka? Ni, ne? Ne, izrazito ni, je pa tudi ena manja, slabšako, malo bolj borbena, no. Višja igralka. Se zna prav Mislim, da je ona imela. postaviti, Ja, zna se tudi prerint. Kaj pa podajalka? Tudi kaj takšnih dobrih podajalk? Ja, ker imamo, no. Zelo tako kolektivno igramo, tako da se bolj ne berejo tudi asistence. Imaš mogoče statistiko za Špelo za lansko sezono? Točkovna? Ja. Mislim, da je imela malo več, no, kot je rekla, 5-6. Predvsem zadnje tekme so bile na 10, no, dodevala točk. Od začetka pa je bilo malo manj, no, da smo začeli še večanska igrati. No, super. No, zdaj pa tisto, ne, najvažnejše, ne, zakaj smo se nekako tudi izbrali v tem studiu, ne, košarkaški spektakl, ne, bo v novi, ne, preurejeni v novi telovadnici Joša Trbovlje, tako je 24.10. Verjetno ob 18. uri. Ja, tam okoli med 18 in 19 uro bomo to organizirali. To morate še uskladiti, ne? To moramo uskladiti. To je naslednji petek, ne? To je naslednji petek, ja. Zdaj imamo v soboto tekmo v gosteh. Koliko mesta je za gledalce? Za gledalce, mislim, da ne vem, da to bi mogel vprašati na osnovni šoli Trbovlje, koliko tribuna. Ampak 100 bi že šlo noter, ne? Ja, mislim, da več kot 100, no. Več kot 100. Ampak bojo mogli pohteti, ne, da ne bojo zunaj stali. Ja. Je kje stopnine? Ne, ni stopnine, ne. Podpiramo udeležbo gledalcev na tekmih, tako da ni vstopnine. Rogaška Slatina ekipa? Ja, Rogaška Slatina, ja. Imajo tradicijo tudi pri članih, ne? Tako da, dobra ekipa? Ja, mislim, da solidna ekipa, tako bom rekel, no. Bo padla?
Ja, jaz mislim, da bo. No. O, Pa upam, da. si že igrala proti tej ekipi? Daj, Imeli smo eno prijateljsko tekmo z njimi. zdaj, Ne, prej. ja, prej. So bile še boljše, ne? Ja, bile. Zdaj pa niso več, ne? Bomo videli, Ja. Pričakuješ? da bomo zmagali. Ne, kaj pa ne. In kakšne pa so ambicije? Zdaj naskok na prvo ligo, ne? To Ne, tega ni. graditi ekipa, ne? Graditi ekipa, Graditi, ja. ne? Pa da se počasi pridružijo še Zagorjanke, Ja. Hrastničanke, ne? Mogoče vabite, je priložnost za katero, ki je zdaj, ne vem, 25, 30 let staro, pa ki je šla čez košarkarsko pot v preteklosti, je še to primeren kader, da pride? Je, mi smo tudi zdaj... A jih je kaj? Iskali smo, ampak nekako nismo, no, tako da če mogoče kar od gledalke, ja, zdaj to posluša in da je v preteklosti igrala košarko in da bi imela interes, se lahko nam priključi na treningih. Tako da smo se tudi pozanimali na Košarkarski zvezi Slovenije, ali je še možno tekom sezone urediti prestop, tako da možno je, tako da tista, ko ima željo. Mogoče tudi iz Litije, ne, tudi gledajo, ne, sej. Lahko tudi iz Litije, ja. Tako da Hrastnik, Zagorje, Litija, pa tudi drugje, ne. Dobrodošle, ne? Dobrodošle so vse. Konkurenca prav pride, ne? Kako pa poznaš druge športe, kaj poznaš trboveljski šport, nogomet? Ja, nogomet. Veš, kdo je trener članske ekipe nogometnega kluba Rudar? Ne, bi Ne, vedela. ti veš? Mislim, da vem, ja. Ja, kdo bi bil to? Smo videli na listku. Ja, neverjetno koliko nepravilnih odgovorov smo dobili. Nekateri so napisali, da je to Miloš Breznikar, ki je res da bil, ne? Nekaj mesecev nazaj, potem Rajko Jeršin je tudi bil, ampak zdaj pa nadvse uspešen trener, mislim, da odkar je prišel v klub, je nanizal 4 zmage, Ja. je pa Edi Navratil. Eduard ali Edi Navratil je pravilni odgovor. Pogledali bomo, ne, če je pravilni. Ne bomo pokazali, kdo je dal nepravilni odgovor, tako da bomo sam rekli, ni točno, ponovi, ne, pa daj ti prva žreba. Ja. Mogoče bomo pa same take potegli ven, ne, kjer so odgovori pravilni. Ja, Edi Navratil, Kranjc Laura, Jabljana 12, 1410 Zagorje. Bomo pa potem povedali, kaj prejme. Torej, tole je prva nagrada. Prvi žrebani prejme darilni bon restauracije El Trbovlje v vrednosti 25 evrov. To je restauracija Lazarevac nekoč bila, ne? Miha, žrebaj malce pomešaj, prosim. Aha, pogam Ja, da bo... Ja, to je pa Miloš Breznikar, ne? Tole ne bo pravilno, ker še malce... Ja, ja, seveda, ne? Dokler ne pridemo do pravilnega. To je pa pravilno. Eduard Navratil, Mirjana Širša, Levčeva 13b, Mengeš, torej odgovor iz Mengša, prejme pa bon za delno masažo v masažnem salonu Petra na Izlakah. Torej, Petra, ne, Mirjan iz Mengša bo lahko prišla na Izlake na masažo, ne? To je druga nagrada. Zdaj pa žrebamo še tretjo nagrado. Tretji žrebani pa prejme 5 kg kalcevite, ki jo poklanja apnenec Zidani most za izboljšanje zemlje. Prosim. Ja. Evo, pravilni odgovor. Edi Navratil, Simon Mišič, Cesta zmage 49, 1410 Zagorje. Evo, to je pa tretja nagrada. Tako, žrebanje smo opravili. Novo nagradno vprašanje pa je: kdo je avtor športne knjige Stoletni športni mozaik Hrastnika? O tej knjigi bomo nekaj povedali tudi v nadaljevanju športne oddaje, tudi povedali, kdo je avtor, zato bodite z nami. Prvi žrebani prejme darilni bon spletne trgovine lopari.si v vrednosti 20 evrov in CD
ali zgoščenko založbe Zlati zvoki. Drugi žrebani prejme bon za pedikuro v masažnem salonu Petra na Izlakah. Tretji žrebani pa prejme bon za 2 pici v piceriji Čebelica Izlake. Odgovorem s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 412 Kisovec ali pa kar po elektronski pošti na etv@elektroprom.si do 28. oktobra. Torej časa več kot dovolj. Mi smo nekako zaključili prvi del oddaje. Hvala za obisk v studiu. Vsem trem, ne? Pa se še kdaj vidimo, ne? Pa verjetno že na tej prvi članski tekmi, ki bo, kdaj že? V petek? Petek 24.10. ne? Ja. Da preveri. Verjetno tam ob 18. uri v prenovljeni telovadnici osnovne šole Trbovlje. Torej, vabljeni. Hvala. Hvala. Marketing televizije ETV. Pokličite 041 989 446 ali obiščite našo spletno stran etv.elektroprom.si. Sledi še drugi del športne oddaje. V 8. krogu 3. lige sta bila tako Rudar kot Zagorje uspešna. V Trbovljah je Rudar gostil Ivančane. Kakšnih 250 gledalcev je videlo dobro nogometno predstavo, katere višek je ponudila zanimiva končnica, v kateri so videli 3 zadetke in zmago Rudarja 2-1. Prvi so povedli domačini prek Jana Holeška. Na 2-0 je povišal Amel Mrvoljak in iz prostega strela. Izkazali so se tudi Zagorjani, ki so ekipo Britofa premagali 9-0. Po 3-krat sta domačo mrežo zatresla Anže Kranjc in Nebojša Karamarkovič, 2 zadetka je zabil Branimir Džokić. Enega pa je dodal mladi Ivica Perić. Anže Kranjc je trenutno 13 zadetki najboljši strelec 3. lig. Rokometaši v prvi B ligi so odigrali tekme 4. kroga. Na Dolu so Kemičarji tekmo proti Škofljici začeli odlično in so do polčasa preigrali prednost 7 zadetkov. Ko so v 9. minuti nadaljevanja povedli za 9, se je zdelo, da je tekme konec. Žal so tako mislili tudi rokometaši, ki so v nasprotju s prvim polčasom zaigrali izredno neučinkovito in po 2 zapravljenih 7-metrovkah in še kopici drugih priložnosti dovolili nasprotniku, da se je vrnil v igro. V negotovi končnici se je gostiteljem le uspelo obdržati in po vodstvu 29-26 na koncu vendarle zmagati 29-28. Gregor Klepe je dosegel 9 golov in je bil najboljši strelec tekme. Veliko bolj prepričljivi so bili Šmarčani, ki so dosegli še 4. zaporedno zmago in so tako skupaj z Dobovo in Koprom v krogu ekip brez izgubljene točke. Tokrat so v dvorani Punkart gostili ekipo iz Velike Nedelje in zmagali 36-31. Žiga Bergles in Grega Močnik sta dosegla po 7 golov. V drugi državni rokometni ligi so odigrali tekme 2. kroga, v katerem so rokometaši Trbovljskega Rudarja še v drugo ostali praznih rok. Tokrat so jih v Železnikih s 35-29 premagali vrstniki domačega Alplesa. Tilen Strmljan je dosegel kar 10 golov in je tako bil najboljši strelec srečanja. Trbovljčan Max Mauser je v nedeljo na zadnji tekmi državnega prvenstva v motokrosu osvojil naslov državnega prvaka v razredu do 85 kubičnih centimetrov. Že predtem je imel lepo prednost in je potreboval le eno dobro vožnjo za osvojitev naslova prvaka. Kljub temu ni taktiziral, pač pa je odpeljal obe vožnji po najboljših močeh in na tekmi osvojil 2. mesto. Čeprav je letos prestopil v višji razred, naslov državnega prvaka ni edini naslov, ki si ga je privozil 11-letni Max. Tekmoval je tudi v italijanskem
toskanskem prvenstvu, kjer si je že tekmo pred koncem priboril tolikšno prednost, da mu zasledovalec ne more več vzeti naslova prvaka. Max je povedal, da se vidi, da ima odličnega trenerja Romana Jelena. Odlična je tudi ekipa okoli njega, ki ga podpira, predvsem oče in Niko, ki sta z njim na večini tekem. Ima pa tudi super navijača. Hrastničan Srečko Klenovšek se je po prvi knjigi Košarkarsko dogajanje v Hrastniški dolini od leta 50 do 2006 lotil nove knjige o športnem dogajanju v Hrastniku od leta 1909 do 2009 z naslovom 100-letni športni mozaik Hrastnika. Knjiga zajema naslednje športne panoge: alpinizem, atletiko, boks, kajak, kanu na divjih vodah, karate, kegljanje, kolesarstvo, košarko, namizni tenis, nogomet, orodno telovadbo, plavanje, rafting, rokomet, sindikalni rekreativni šport, smučanje, strelstvo, šah, šolski šport in tenis. Na predstavitvi, ki je bila v Hrastniški knjižnici, je bila tudi naša ekipa. Danes ste tukaj v Hrastniški knjižnici predstavili svojo drugo knjigo o hrastniškem športu. Verjetno je bilo zelo težko zbrati ves material in vam je tudi kdo pomagal. Ja, veste kaj, pomoč sem imel v društvih, v njihovih arhivih, ampak arhivi so danes tu obubožan, enih nimajo. Izredno mukotrpno je bilo to delo. Zbiral sem ga, rečemo, 4 ali pa 3 leta intenzivno, pa sem pač, ker ni bilo materialnih osnov za izdajo knjige, pa še malo dogreval vse skupaj, ne. Je pa, ne vem, res mukotrpno to. Imel sem pomoč, koliko sem imel v klubih, ko sem mi dali na razpolago svoje arhive. Posamezniki, ki sem jih obiskoval, so mi bili dosti. Vse to je not v knjigi napisan pri virih literature. Vsako poglavje ima svoje zadeve vira literature in se jim še enkrat iskreno zahvaljujem, ker brez njih tudi ne bi bilo tega, ne? Nekako ste zajeli pravzaprav stoletja, od 1909 pa do 2009. Zdi se mi, popravite me, če se motim, da je največ športnih dosežkov pa bilo po drugi svetovni vojni. Ja, res je. To sem pričakoval. Pač, poglejte, tako kot sem jaz tam povedal, je en podatek 1909 leta, ki je zapisan uradno. In jaz pač vtisu vzel, sem vzel kot podatek, takrat se je začel hrastniški šport pisati. Ne? Je bilo napisano in jaz sem rekel, ne bo to 100 let. Vem, da ni bilo od 1909 pa do 23 veliko, to je dobrih 14 let, mogoče je bila vakum, da ni bilo. Ampak ne morem pa mimo tega, da bi rekel, da je bilo samo 50 let, če dejansko bilo že takrat, mislim, 1909 leta. Ne? In zdaj, ko ste knjigo dokončali, ste zadovoljni? Kako? Ste zadovoljni? Ja, veste kaj, jaz nisem nikoli zadovoljen, ne. V razgovoru z raznimi športniki, veliko bi se dali še v knjigo dodati. Manjkajo. Tako kot je bilo rečeno, vsak, ko bo knjigo prelistoval, rečemo, gledal svoje področje, bo rekel, pa ni tega, pa ni unga, ne. Ampak jaz sem pač napisal tisto, kar sem lahko, kar mi je bilo omogočen in s tem sem zadovoljen, ne. Ne vem pa, kako bo javnost zadovoljna. Pa vendar, vsaka vaša knjiga bo imela svoj pristan, kot ste sami rekli, pri svojih bralcih. Ja, kaj pa vem, ne vem, kako bi rekel. Dajmo se kaj ste mislili s tem? Ja, vi ste rekli prej, da knjiga išče svoj pristan, kaj ne? Ja, v pristan je ladja kot prišla taka. Ne, to sem mislil pač za ključek, ne, da je zdaj že v vidiku nova. Ne, zdaj tega še ne morem. Seveda, o tem bomo drugič. Drugič, zagotovo. Mogoče leto, 2, 3, ne vem, kdaj.
Ob spremljanju posnetkov ene izmed domačih tekem v skakalnem centru Kisovec preletimo, kako uspešni so bili kisoški skakalci na državnem prvenstvu v Ihanu. Med Cicibani do 9 let je srebrno medaljo osvojil Anej Raspotnik. 25. je bil Anže Bantan, 31. Lovro Sedučnik Percel, 34. Damjan Zupanec in 46. Ažbe Šuštar. Med Cicibankami je bila Katarina Pirnovan 4. 11. pa je bila Neja Indov. V Ljubnem je nedavno potekalo še državno prvenstvo za dečke do 12 in 13 let. Med dečki do 13 let je bil Žiga Zagorec 28. Ekipno pa so bili Prosenc, Zagorec, Stratnik in Lipošek Ročnik 4. Med dečki do 12 let je naslov državnega prvaka osvojil Miha Lipošek Ročnik. Matija Prosenc je bil 15. in 2 mesti za njim Tara Stratnik. Lep uspeh na državnem prvenstvu v Kranju med članicami je s 3. mestom dosegla Katja Požun. Julija Sršen je bila 8. mesto za njo Anja Javoršek. Med člani je bil med Zagorjani najboljši z 8. mestom Miran Zupančič, 21. je bil Dejan Judež, 31. Andraž Pograjc in mesto za njim Ernest Prišlič. Po tednu dni premora se je s tekmami 5. kroga nadaljevalo tekmovanje v kegljaških ligah. V prvi A moški ligi so tako Hrastničani kot Litijani zmagali. Kegljači Sineta so gostili tekmece iz Tržiča in zmagali 6-2. Šeško se je s 636 podrtimi keglji zgolj za 9 keglov približal svojemu najboljšemu dosežku. Še bolj so se odrezali Litijani, potem ko so v Cerknici premagali domači Brest. Povratnika v ekipo Ludik Novak in Klemen Ivančič sta dosegla po 609 keglov. S tema 2 zmagama so se tako Hrastničani kot Litijani utrdili tik pod vrhom lestvice, kjer še naprej edini 100-stotnim izkupičkom samevajo kegljači mariborskega konstruktorja. V prvi B moški ligi so Trboveljčani gostovali v Pivki, kjer so ob dobri igri cele ekipe in posamičnih zmagah Denisa Narata in Zvoneta iz Gorška prišli do pomembne točke. Za končnih 4-4 so podrli 6 keglov več od domačinov. V vzhodni skupini druge lige so Litijani na gostovanju v Šoštanju izgubili 7-1. Bolje so se odrezali Hrastničani, ki so gostili drugo ekipo mariborskega konstruktorja in zmagali 5-3. Izkazale so se tudi Zagorjanke. Dekleta Dormeja so v 3. krogu zahodne skupine druge lige gostile vrstnice Kočevja in dosegle najbolj prepričljivo rezultatsko zmago doslej. Za končnih 6-2 so največ prispevale Neva in Andreja Taškar ter Marijeta Glas. Tako kot je v navadi ob koncu športne oddaje, poročamo še o izidih 2 lig malega nogometa Zasavja. V prvi ligi so odigrali tekme 7. kroga. Pik Panter, Barbara Bar, Topničari 5-1, Čolniše 1, Turisti 6-5, Tajkuni Antimon 0-3, Mlinše 1, Mlinše 2, 0-5, Čolniše 2, Šentlambert 1-5 ter Kasapos, Barbi, Juventus 1-11. Med strelci po posebnem seštevku v 4 zasavskih ligah za zlati prstan ETV po 6. krogu vodi Blaž Novak iz ŠDK 2 iz 3. lige, ima 13 zadetkov, seštevek pa mu da 8,45 točke. Drugi je Tim Judež, ŠDK Rigl iz 2. lige, ima 10 zadetkov, seštevek točk 8. Jan Sotenšek je 3. iz skupine, iz ekipe Ni da ni, 4. liga, ima 7,70 točk. Potem je 4. Matej Martinčič, odpisani, tole 2. liga, ima 7,20 točk. Potem pa 5. mesto si delita Mihael Gričič iz Juventusa, to je 1. liga, 7 točk, pa tudi 7 zadetkov, in Marko Povše, Gamsi, 1. liga, 7 točk in tudi 7 zadetkov. Sledi pregled 6. kroga veteranske Trim lige. Picerija Kukuca Škoti 0-3, Šentlambert Čolniše 0-1, Jerry Tim Hrastnik 3-0, Udarnik Proletarec 1-4, Almuhi Prapreče 3-4, Mizarstvo Zupanc
Luka Bar Polje 2-0, Mlinše Antimon 4-1 ter Izlake Zasavc 2-1. Poglejmo še, kdo je v veteranski Trim ligi najstrelec. Še vedno je v vodstvu Jasmin Veladžič iz ekipe Škoti. Dosegel je 13 zadetkov. Televizija ETV bo ob koncu prvenstva najstrelcev v sodelovanju z restauracijo in pizzerijo Naš hram Kisovec podarila vrednosti bon za gostinske usluge. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tokratni športni oddaji. Lep večer še naprej. Pokrovitelji športne oddaje so Lafarge Cement Trbovlje, pizzerija Čebelica Izlake in spletna trgovina lopari.si.